Tehnologija veriženja blokov blockchain je ena najpomembnejših inovacij na področju internetnih tehnologij v zadnjem desetletju. Spremljamo virtualno zlato mrzlico, ki blockchain postavlja v ospredje dnevnih finančnih, tehnoloških in splošno informativnih novic. Ja, to so tehnologije podatkovnih blokov, to se pravi, to je naslednja stopnja razvoja spletnih tehnologij oziroma spleta samega. Po nekaterih podatkih je to razkrižje pravzaprav naše civilizacije, kako uporabljati to tehnologijo, kajti prvič v zgodovini se je zgodilo, da imamo možnost, da vrednost prenesemo iz ene točke na drugo točko preko spleta, brez tega, da bi bilo možno pravzaprav to vrednost ali vmes ponarediti, izbrisati karkoli. Se pravi, tehnologija zagotavlja zaupanje med točko A in B, brez tretjega posrednika centralnega sistema, kot je to danes navadi. Omenjena tehnologija pa ne zadeva zgolj kriptovalute in hitro prislužene velike vsote denarja, ampak predstavlja temelj novim konceptom, ki spreminjajo ustaljene poslovne procese. Kriptovalute so samo ena od možnih aplikacij, s katero lahko uporabimo blockchain tehnologije. Ker blockchain tehnologijo bi lahko uporabili v gospodarstvu za marsikaj, predvsem s pomočjo tako imenovanih pametnih pogodb ali s tem bi lahko avtomatizirali različne procese, bi lahko odstranili različne vmesne člene, sistem skrajšali procese, znižali stroške, pohitrili procese in tako naprej. In zato je ta tehnologija, kot je ta blockchain tehnologija oziroma tehnologija verig blokov, kot jo imenujemo, se smatra kot ena od prihodnjih tehnologij, kar se tiče informatike in tehnologije komuniciranja. Za razvoj spletnih rešitev s tehnologijo blockchain je med študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko veliko zanimanja. Posledično so se s tem ukvarjali tudi v okviru zimske šole. Namen je, da recimo študenti, ki v času semestra se učijo po sklopih, torej po predmetih snov, ki je vsekakor raznolika in v vsakega sklopa se naučijo določen vzorec, da jih potem v času zimskih šol ali poletnih, odvisno kdaj to organiziramo, potem naučimo nekaj, kar torej ni bilo del teh sklopov, teh predmetov in je mogoče povzetek vsega, ali pa je nekakšna nova tehnologija, ki si jo še ne predavamo uradno v predavalnicah, ampak bi želeli študente že pripraviti recimo na jutri, kar potem je tudi smisel teh šol. Navkljub vsem pozitivnim premikom, ki jih tehnologije veriženja blokov prinašajo, so še vedno v fazi poskusov in ne vemo, kaj natančno bodo doprinesle. Bo pa seveda odvisno od tega, kako bomo to tehnologijo uporabljali. Če damo primerjavo, podobno je verjetno bilo tudi z jedrsko tehnologijo, ki smo na začetku uporabljali za vojne namene, potem pa za mirovne. In enako je v tem primeru. To stvar lahko zlorabimo, se pravi, lahko sistem zapremo, lahko popustimo svobodo in odprtost in pravzaprav s tem omogočimo civilizaciji lepšo prihodnost. V prihodnosti lahko pričakujemo številne spremembe na področju poslovanja zaradi tehnologije veriženja blokov. Ta naj bi vrnila moč navadnim ljudem in jim omogočila odločanje nad lastnimi financami, v prihodnosti pa tudi nad drugimi vidiki življenja, na primer oskrbovanju z energijo za potrebe doma in mobilnosti.